Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Koprski muzejski trg ima novo podobo, saj je zaključena prenova, ki je dotrajano urbano območje spremenila v odprt in sodoben javni prostor za preživljanje prostega časa ter druženje, hkrati pa je razkrila še pomembne arheološke ostaline nekdanje samostanske cerkve. Poleg tega so na občini sporočili, da se bodo na tem delu mesta odvijali številni dogodki. Prenova je sicer zajemala tlakovanje površin, novo osvetlitev in postavitev nove urbane opreme, kot so senčila, pergole, kamnita klop in koša za smeti. Uredili so tudi odvodnjavanje in zaradi prilagoditve višine tlaka sanirali pragove okoliških objektov. Zaradi menjave dotrajanih napeljav so bili primorani odstraniti drevesa, a so jih presadili na nadomestno lokacijo, na trgu pa so prav tako poskrbeli za nadomestne zasaditve. Poleg 7 dreves so zasadili grmovnice in plezalke, ki bodo sčasoma na pergolah omogočale senco. Posegi so bili usklajeni s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, tako da je občina ohranila in primerno predstavila vogal samostanske cerkve svetega Dominika. Zidova sta tako ohranjena na mestu najdbe, torej na severnem delu trga. Za 1,3 milijona evrov vredno naložbo je Mestna občina Koper prejela nepovratna sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor v vrednosti skoraj 970 tisoč evrov. Ministrstvo je sredstva zagotovilo v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki je namenjen podpori naložbam na področju trajnostnega urbanega razvoja mestnih občin. Preostanek sredstev je občina zagotovila iz proračuna. Včeraj je na koprski policijski postaji potekala novinarska konferenca sektorja kriminalistične policije PU Koper, na kateri je vodja omenjenega sektorja Aljoša Špeh predstavil podrobnosti o poteku in rezultatih preiskav hujših kaznivih dejanj ropov iz leta 2024, ki so jih izvršili oboroženi storilci. Govoril je predvsem o 3 odmevnih ropih, in sicer menjalnice, trgovine s plemenitimi kovinami ter igralnega salona. Vsi storilci so bili državljani drugih držav z območja nekdanje Jugoslavije, brez urejenega stalnega prebivališča v Sloveniji. Vsi ti osumljenci, ki smo jih odkrili pri preiskovanju, so bili kazensko ovadeni s kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kopru. Tu smo tudi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ropa. Za ta kazniva dejanja je zagrožena kazen od 1 pa vse do 15 let zapora. Mogoče skupna značilnost vseh teh kaznivih dejanj ropov, ki smo jih uspešno raziskali, je ta, da je šlo za tujce, brez urejenega statusa prebivališča v Republiki Sloveniji, da ti tujci so prišli na območje naše policijske uprave izključno z namenom izvrševanja kaznivega dejanja in po izvršitvi kaznivega dejanja so tudi kraj zapustili. Mogoče je bil tudi to razlog, da neposredno po prijavi kaznivega dejanja tujcev nismo prijeli, kljub temu, da smo izvedli vrsto nujnih preiskovalnih opravil in aktivnosti, od izvedbe blokad do izvedbe pregleda terena, zbiranja obvestil in tako naprej. Kasneje so s kvalitetno izvedbo ogledov kraja kaznivih dejanj, zbiranjem obvestil in podatkov, pregledom nadzornih videokamer in z mednarodnim sodelovanjem ter poizvedovanjem doma in v tujini, zadostnim številom dokazov identificirali storilce. Najbolj pomembno je, da je kvalitetno opravljen ogled kraja kaznivega dejanja, da se zavarujejo materialni dokazi in ravno ti dokazi kasneje nas z ostalo preiskavo, ki jo opravimo in poizvedbami, se osredotočimo sum na storilca in ga lahko nakažemo, ali je on storil to kaznivo dejanje ravno s temi materialnimi dokazi. Za konec je sogovornik še povedal, da je bilo odtujenih več 10 tisoč evrov. Točna številka bo znana, ko bodo prijeli vse 3 storilce in 2 sostorilca. Trenutno sta pridržana zgolj glavna storilca pri ropu menjalnice oziroma nakita. S 1. januarjem 2026 je na obalni 4-pasovnici med Škofijami, Koprom in Izolo začel veljati spremenjen prometni režim.
Dosedanji hitri cesti H5 in H6 sta bili prekategorizirani v glavni cesti, zato osebni avtomobili in motorji za vožnjo po tem odseku ne potrebujejo več vinjete. Za tovorna vozila z dovoljeno maso nad 3,5 tone cestninjenje ostaja, saj sta cesti opredeljeni kot izbirni cestninski. Odprava vinjet je bila dolgoletna zahteva lokalnega prebivalstva, vendar ima prekategorizacija tudi neposredne posledice za prometna pravila, predvsem glede hitrosti. Po zakonu o pravilih cestnega prometa je najvišja dovoljena hitrost na glavni cesti zunaj naselja 90 km/h, kar pomeni znižanje v primerjavi z nekdanjo hitrostjo na hitri cesti, kjer je bila ta praviloma višja. Za voznike so še vedno zavezujoči prometni znaki. Če je na posameznih odsekih ali v predorih hitrost drugače določena signalizacija, velja označena omejitev. Kljub temu sprememba kategorije ceste pomeni, da je splošni zakonski okvir zdaj drugačen, ne glede na to, da cesta ostaja štiripasovna, fizično ločena in brez križišč v nivoju. Ukrep je začasen in bo veljal do izgradnje nove hitre ceste med Koprom in Dragonjo. V ponedeljek zjutraj je v Koper priplula prva letošnja potniška križarka. Plovilo dolgo 228 metrov je v mesto pripeljalo okoli 900 potnikov in 700 članov posadke ter s tem uradno odprlo novo sezono v Luki Koper. V pristanišču pričakujejo, da bo tudi letošnja sezona primerljivo uspešna kot pretekla. Čeprav so januarski prihodi ladij redki, je za leto 2026 že napovedanih 13 prihodov. V Kopru naj bi letos sprejeli 79 potniških ladij, največ dogajanja pa bo kot običajno med majem in oktobrom. V tem obdobju pričakujejo med 10 in 14 prihodov mesečno, ko bo pristanišče dosegalo največjo obremenjenost. Mestna občina Koper uvaja novo ureditev, s katero želi zagotoviti dodatna sredstva za lokalni proračun. Po vzoru drugih sredozemskih pristanišč bodo tudi potniki s križark plačevali turistično takso. Ta ukrep bo občini prinesel neposredne finančne učinke, ki jih bodo lahko namenili urejanju območja, čiščenju ter sofinanciranju uporabe in vzdrževanja dvigala, ki ga uporabljajo obiskovalci. Višina turistične takse bo približno 1 evro in bo nižja od takse, ki jo plačujejo drugi turisti. Taksa bo vezana na plovilo oziroma njegove kapacitete, letni priliv iz tega naslova pa naj bi znašal okoli 140 tisoč evrov. Nov študijski program na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem tudi letos prinaša številne novosti. Ena izmed njih je ta, da bo v prihodnjem študijskem letu prvič v zgodovini razpisan 5-letni magistrski študijski program Logopedija in surdopedagogika. Ta je namenjen izobraževanju strokovnjakov za delo na področju jezikovno-govornih motenj, komunikacije ter vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih oseb. Za slovenski prostor je razpis programa izjemno pomemben, saj na teh področjih primanjkuje ustrezno usposobljenega kadra. Študij sicer vključuje pedagoško-psihološke, medicinske in strokovne predmete, del izvedbe pa bo potekal tudi v sodelovanju s tujimi univerzami. Posebnost programa, za katerega bo v prihodnjem študijskem letu razpisanih 20 vpisnih mest, je umeščenost v dvojezično okolje. Občina Ankaran bo na področju socialnih pomoči uvedla ugodnejše pogoje za upravičence, saj zvišuje zneske pomoči za nakup šolskih potrebščin ter razširja krog družin upravičenih do pomoči za plačilo stroškov počitniškega varstva otrok. Na podlagi sklepa, sprejetega 23. decembra lani, se povečuje višina pomoči za nakup šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov za osnovnošolce in dijake, ki teh ne prejmejo brezplačno iz šolskega sklada. Za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole bo pomoč po novem znašala 110 evrov, za učence od 6. do 9. razreda ter dijake pa 130 evrov, kar predstavlja zvišanje v primerjavi z dosedanjo ureditvijo. Spremenjen je tudi dohodkovni cenzus za dodelitev pomoči za počitniško varstvo osnovnošolcev. Do plačila celotnih stroškov varstva do največ 3 tednov v času poletnih počitnic bodo upravičene družine z veljavno odločbo o otroškem dodatku, katerih dohodek na družinskega člana ne presega meje
določene za 5. dohodkovni razred. Občina Ankaran v skladu z veljavnim odlokom v proračunu zagotavlja tudi sredstva za druge oblike socialne pomoči, med drugim za kritje stroškov šole v naravi, šolske prehrane, ogrevanja in obveznih gospodarskih javnih služb, pa tudi za nakup osnovnih življenjskih potrebščin, zdravstvene storitve in druge nujne izdatke za premostitev trenutne materialne ogroženosti. S 1. januarjem so v Izoli prenehale veljati stare parkirne dovolilnice. Za uporabo dovolilnice v letošnjem letu morajo imetniki oddati novo vlogo, tudi če imajo dovolilnico še veljavno. Nove so elektronske, vezane na upravičenca in točno določeno vozilo ter niso več prenosljive. Nadzor bo potekal prek elektronske evidence v realnem času, do katere bodo imeli dostop nadzorni organi. Obstaja več vrst dovolilnic, med drugim za parkiranje in vožnjo na območjih s posebnim prometnim režimom, začasno parkiranje ter enkratne dovolilnice. Po podatkih Komunale Izola je treba brezplačno podaljšati 991 dovolilnic, skupno pa naj bi bilo po novem odloku od parkirnih dovolilnic upravičenih okoli 700 občanov. Od uveljavitve odloka do konca decembra je bilo izdanih 155 dovolilnic. Za pridobitev ali podaljšanje dovolilnice je obvezna nova vloga z ustreznimi dokazili, upravna taksa se plača le ob prvi izdaji. Če dovolilnica po 31. decembru ni veljavna ali zamenjana, se vozilo obravnava kot vozilo brez dovoljenja, kar lahko vodi v ukrepe skladno z zakonodajo. Novi odlok je v veljavi sicer že od maja. Občina Izola je na svoji spletni strani zapisala, da so skladno z zakonom o spodbujanju razvoja turizma in odlokom o turistični taksi lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj v občini zavezani k plačilu turistične takse v pavšalnem letnem znesku. Lastnike tovrstnih stanovanj pozivajo, naj jim najkasneje do 28. februarja sporočijo, ali je v stanovanju prijavljeno stalno prebivališče, ali se oddaja v najem, ali je prazno oziroma se v njem izvajajo gradbena dela. Kdor stanovanje oddaja v najem, mora občini do prej omenjenega roka poslati kopijo napovedi za odmero dohodnine od oddajanja premoženja v najem za lansko leto in potrdilo o oddaji napovedi Finančni upravi Republike Slovenije. Vsi pridobljeni podatki bodo občini služili kot osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse za lansko obdobje. V primeru, da je stanovanje prazno, morajo občani poslati kartico porabe vode za lansko leto oziroma druga ustrezna dokazila. Na kakšen način morajo to storiti, je pojasnjeno na spletni strani, kjer se nahajajo tudi vse ostale potrebne informacije. Ta teden je poledenela Slovenija, a očitno tudi London ni ostal imun. Medtem ko so vozniki lovili ravnotežje na cestah, sta se z ledom prvič soočila še leva iz londonskega živalskega vrta. Kralja živali, a na ledu povsem začetnika. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Sredi januarja se obala in širša regija znova napolnita z raznolikim kulturnim utripom. V soboto 10. januarja se bo ob 17. uri v dvorani svetega Frančiška Asiškega odvila revija odraslih pevskih zborov, ki bo združila ljubitelje zborovske glasbe. Isti dan se bo dogajanje preselilo tudi v Izolo, kjer bo ob 18. uri v parku Pietro Kopo potekala gledališka predstava za otroke z naslovom Dežela Zim Bim Bim. Ob 20. uri pa sledi še koncert duo Nice Price, ki bo ponudil sproščeno mešanico popa, rocka in džeza. Večer se bo ob 20. uri in 30 minut nadaljeval v Centru mladih Koper, kjer bo skupina Insan predstavila album Planet Tuga v jugofuturističnem duhu.
V torek 13. januarja pa bo ob 18. uri v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru potekal pogovorni večer s priznano slovensko pisateljico psiholoških kriminalk Ireno Svetek. Sreda pa prinaša še 2 kulturna dogodka. Ob 18. uri se bo v Kosovelovem domu v Sežani odprla razstava Sonje Vulpes z naslovom Plasti, ki združuje grafike, risbe in umetniške publikacije. Ob 20. uri zvečer pa bo v Kulturnem domu Izola na ogled gledališka komedija z naslovom Ženske brez filtra. Ta je nastala v produkciji Pop-up teatra. V petek 16. januarja ob 19. uri pa bo v Kulturnem domu Hrpelje potekal performativni večer Alamut. Gre za gledališko glasbeno doživetje, navdihnjeno po brezčasnem romanu Vladimirja Bartola. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.